Na današnji seji odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje smo obravnavali zahtevo naše poslanske skupine po tem, da razčistimo postopke v primeru Hypo skupine, in sicer gre za postopke, ki so jih izvajali Avstrijci 9.2.2011. Sama vsebina je potrebno povedati, da nas že v zahtevi, mislim na policijsko delo, niti ni toliko zanimala. Zanimajo nas predvsem politični vplivi na policijo in sicer se strani ministrice za notranje zadeve. Namreč v Avstriji, na Hrvaškem ti postopki učinkovito potekajo, medtem ko pri nas policija očitno je začela se s temi stvarmi ukvarjati šele v novejšem času. Na začetku seje so poslanske skupine koalicije vse, vključujoč gospoda Žnidarčiča, napovedale obstrukcijo in so sejo tudi zapustile. Sodelovali pa so vsi poslanci opozicije, vseh 7. V skladu s poslovnikom sem zato sejo vodil naprej, kljub obstrukciji koalicijskih poslancev in gospoda Žnidarčiča. Izmenjali smo si s policijo informacije, kako daleč so, seznanili so nas s temi postopki. Nadalje smo slišali glavnega inšpektorja gospoda Klopčiča, ki je ugotovil in nas seznanil s tem, da so avstrijski varnostniki delali popolnoma nezakonito na našem območju. Tisto, kar pa je najbolj pomembno in mogoče še najbolj zgovorno, je pa to, da ne samo, da so koalicijski poslanci napovedali obstrukcijo, ampak da se je opravičila tudi notranja ministrica in to 1 uro pred sejo. Enako je naredil pravosodni minister, tudi on ne čuti potrebe, da bi se udeležil te seje. Sami novinarji pa so razkrili v preteklem obdobju vrsto nepravilnosti, ki pravzaprav nakazujejo prav na stranko LDS, ki naj bi bila v to še kako vpletena. Zaključek seje je bil tak, da smo s 7 glasovi za izglasovali vse sklepe. Poslovnik, torej tudi tisti sklep, ki se nanaša na poziv predsedniku vlade, da zamenja notranjo ministrico. Moja dolžnost pa je, da v nadaljevanju na korespondenčni seji pridobim stališča odnosno glasove koalicijskih poslancev. To korespondenčno sejo bomo nadaljevali jutri in dobili še glasove poslanskih skupin koalicije. Rezultat, ali so sklepi veljavni odnosno sprejeti ali ne, pa bomo razglasili lahko šele po tej korespondenčni seji.